Na prvi pogled so videti kot simbol napredka, steze, ki lahko sprejmejo največja letala. Nebotičniki, zgrajeni kot ponos države, projekti, v katere so vložili milijarde za prihodnost. A zdaj so ti kraji tihi, brez vrst, brez potnikov, brez gostov. V tem videu si bomo ogledali 10 ogromnih infrastrukturnih projektov, ki so bili zgrajeni z izjemno ambicijo, a vendar njihov prvotni namen nikoli ni bil v celoti izpolnjen. Preden začnemo, prosim všečkajte in se naročite na ta video. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Hvala lepa in zdaj začnimo. Številka 10. Letališče Ciudad Real Central. Sredi Španije je letališče, ki oddaleč izgleda kot aktivno mednarodno vozlišče, ima dolgo vzletno pristajalno stezo, terminal je popolnoma opremljen. Ima kontrolni stolp, tovorne zmogljivosti in veliko parkirišče. To je letališče Ciudad Real Central. Projekt se je začel v zgodnjih 2000-ih. V času hitre gospodarske rasti v Španiji je bil cilj postati alternativno letališče zunaj Madrida in pomagati pri obvladovanju naraščajočega letalskega prometa v prestolnici. Na papirju je bilo vse obetavno, dizajn je bil moderen, kapaciteta velika, lahko bi sprejel celo največja komercialna letala na svetu. Toda ko se je odprlo leta 2008, pričakovano število potnikov ni prišlo. Nekatere letalske družbe so poskušale tukaj obratovati, toda promet je ostal nizek. Ena največjih težav je bila povezljivost. Prevozne povezave, ki naj bi to povezale z večjimi središči prebivalstva, niso bile v celoti uresničene. Na to je udarila svetovna finančna kriza in takrat se je začel celoten projekt podirati. Po nekaj letih je operater propadel. Ostalo je skoraj popolnoma dokončano mednarodno letališče, a skoraj nihče ga ne uporablja. Do danes ostaja eden najbolj znanih primerov infrastrukture v Evropi. Zgrajeno je bilo zaraz, a vendar ga je prehitelo gospodarsko zlom. Številka 9. Hotel Ryugyong-che je številka 10, letališče brez potnikov je številka 9, hotel, ki skoraj nima gostov. V panorami Severne Koreje je ena stavba, ki je nemogoče spregledati. To je hotel Ryugyong. Njegova gradnja se je začela leta 1987 kot luksuzni hotelski simbol države. Imel naj bi več kot 3000 sob, restauracije, razgledne točke in druge luksuzne zmogljivosti. Svojo višino, približno 330 metrov, bi bil to eden najvišjih hotelskih objektov na svetu. Gradnja je sprva potekala hitro, vendar se je v zgodnjih 90-ih letih nenadoma ustavila. Po razpadu Sovjetske zveze se je Severna Koreja soočila z veliko gospodarsko krizo, kar je vplivalo na velike projekte v državi, vključno s tem hotelom. Več let je ostala kot nedokončana betonska lupina, ki je stala sredi Pjongjanga. Kasneje so ji dodali stekleno zunanjost in LED osvetlitev, kar je dalo bolj moderen videz od zunaj. A vendarle so še danes javno dostopne informacije o njeni notranjosti omejene in še vedno ni jasno, ali je sploh kdaj popolnoma delovala kot hotel. Dve različni državi, dva različna projekta. A vendar je to enako pomin, da ne glede na to, kako velik je proračun, kako lep je načrt in kako ambiciozna je vizija, ni zagotovila za uspeh. Poleg same gradnje je potrebno tudi povpraševanje, potreben je pravi čas in predvsem svet, ki je pripravljen to uporabljati. Številka 8. Mednarodno letališče Montreal Mirabel. Na severozahodu Montreala v Kanadi stoji ogromen letalski kompleks, ki do danes ostaja tih. Velike stavbe, stari terminali in vzletno-pristajalne steze, ki so bile očitno pripravljene za milijone potnikov, toda nikoli niso bile v celoti uporabljene. Takšna infrastruktura ne ostane kar tako v takšnem stanju. Običajno je to rezultat izjemnega optimizma glede gospodarske rasti, obsežnega vladnega načrtovanja in napovedi o prihodnosti, ki se ne ujemajo vedno z resničnostjo. V 70-ih letih je Kanada začela enega svojih največjih projektov letališč. Na podlagi zgodovinskih zapisov o načrtovanju prometa v Kanadi je bil cilj, da Montreal postane glavna mednarodna vstopna točka za prihodnost letalskega prometa. Mirabel so zgradili zunaj središča mesta z namenom zagotoviti veliko prostora za širitev in se izogniti gneči na mestnih letališčih. Na papirju je načrt izgledal popoln, obsežno zemljišče, sodoben dizajn in zmogljivost primerna za pričakovano povečanje števila potnikov. Vendar so se v dejanskem delovanju postopoma začele pojavljati težave. Ena največjih težav je bila lokacija.
Oddaljena je od središča Montreala in glede na ocene prometnega načrtovanja, tudi načrtovana neposredna hitra železniška povezava do mesta ni bila tako izvedena. Zaradi tega je bil dostop za potnike in letalske operacije otežen in počasen. Po drugi strani pa je za letalske družbe ostalo bolj praktično staro letališče v mestnem območju Montreal Trudeau International Airport. Bilo je bližje, lažje dostopno in učinkovitejše za vsakodnevno delovanje. Skozi leta se je število potnikov na letališču Mirabel postopoma zmanjševalo. Pričakovana ogromna rast mednarodnih potovanj se ni zgodila s hitrostjo, kot so jo načrtovalci pričakovali. Zaradi tega so številni deli letališča dolgo časa ostali neizkoriščeni, nekatere zmogljivosti pa so postopoma postale zastarele. V začetku leta 2000 so večino potniških letov preselili nazaj na glavno letališče v Montrealu. Zaradi tega je Mirabel dokončno prenehal biti komercialno potniško središče. Vendar pa je njegova struktura ostala. Dvorane za prijavo, dostopne ceste in obsežni prostori so ostali brez običajnega delovanja. Nekateri deli so bili v naslednjih letih porušeni zaradi stroškov vzdrževanja in varnostnih razlogov, vendar je velik del prevodne strukture še vedno ostal. Z vidika infrastrukturnega analitika se to pogosto uporablja kot primer projekta, ki ni propadel zaradi inženirske napake, temveč zaradi strateške napačne ocene, zlasti pri napovedovanju povpraševanja, povezljivosti in obnašanju letalskih prevoznikov. Mirabel je opomnik, da pri velikih projektih velikost in ambicija nista dovolj. Potrebno je tudi, da se lokacija, dostopnost in dejansko gibanje gospodarstva ujemajo. Do danes ostaja tik spomenik prihodnosti, ki so jo nekoč pričakovali, a nikoli povsem dočakali. Znotraj kozmodroma Bajkonur v Kazahstanu so veliki objekti, ki so bile nekoč središče enega najbolj ambicioznih vesoljskih programov hladne vojne. Po uspehu ameriškega vesoljskega raketoplana je tudi Sovjetska zveza poskušala narediti svojo različico. Po zgodovinskih zapisih sovjetskega vesoljskega programa ter poročilih, ki so jih analizirali NASA in vesoljski zgodovinarji, je to postal program Buran, večkrat uporabni raketoplanski sistem, ki ga je spremljala celotna industrijska infrastruktura za sestavljanje in izstrelitev. Številka 7. Bajkonur, infrastruktura za sestavljanje in izstrelitev Burana. V Bajkonurju so zgradili ogromne hale za sestavljanje, izstrelišča, gorivne sisteme in transportna omrežja, ki so bila izključno namenjena vesoljskemu plovilu Buran. Ena najbolj znanih je ogromna stavba za sestavljanje, kjer so pripravljali orbiter in rakete pred izstrelitvijo. Velikanski industrijski hangar, ki je lahko sprejel celotno vesoljsko plovilo. Leta 1988 je program Buran izvedel brezpilotni orbitalni polet. Po podatkih Ruske vesoljske agencije in NASA-jeve primerjalne ocene se je uspešno vrnil na Zemljo brez posadke. To je bil tehnični mejnik v zgodovini vesoljske tehnologije. A vendar je že po nekaj letih vse skupaj doživelo preobrat. Po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 je nenadoma izginilo centralno financiranje za tako velike projekte. Po analizi vesoljske politike program Buran ni bil več prednostna naloga zaradi hude gospodarske krize in prestrukturiranja države. Leta 1993 je bil dokončno preklican, potem so objekti postopoma ostali zapuščeni, vzdrževanje se je ustavilo, varnost se je zmanjšala. In so konstrukcije začele propadati zaradi vremena in erje. Obstaja tudi poročilo, da je v začetku 2000 del velike stavbe propadel in poškodoval preostalo strojno opremo programa. Danes so nekateri deli Bajkonurja še vedno aktivni za sodobne vesoljske izstrelitve, toda posebni objekti za Buran se skorajda ne uporabljajo več. Ostal je obsežen kompleks, ki je videti, kot da je zamrznjen v času. Opominja me, kako lahko napredna tehnologija izgine ne zaradi neuspeha inženirstva, ampak zaradi propada sistema, ki jo je podpiral. Številka 6. Mednarodno letališče Helinikon. Letališče Helinikon, zgrajeno leta 1938, je bilo več desetletij glavno letališče Aten. Po zgodovinskih letalskih zapisih Grčije se je še bolj razširilo po drugi svetovni vojni, saj se je povečalo tudi povpraševanje po letalskih potovanjih v Evropi. Z razvojem Aten v gostejše in sodobnejše mesto je lokacija letališča postopoma postajala problematična. Območja okoli njega so se razširila, postala stanovanjska in bolj občutljiva na hrup ter varnostne skrbi. V 90-ih letih so grške oblasti sprejele odločitev, da zgradijo novo letališče, ki bo bolj oddaljeno od središča mesta. To je mednarodno letališče v Atenah v Spati, zasnovano za večjo kapaciteto in dolgoročno širitev. Po uradnih zapisih o prehodu v prometu so ob odprtju novega letališča leta 2001 vse komercialne lete preselili tja.
Hkrati so popolnoma zaprli Helenikon kot potniško letališče, ni šlo za postopno zmanjševanje operacij. Namesto tega je bil prenos skoraj nenaden, iz aktivnega vozlišča je v zelo kratkem času postal neaktiven kompleks. Po zaprtju je ostala obsežna infrastruktura, vzletno-pristajalne steze, vozne steze, hangarji in terminalske stavbe, ki so bile nedotaknjene, a neuporabljene. V naslednjih letih je bil dostop in vzdrževanje nekaterih delov območja postopoma omejen. Obstajajo tudi poročila iz urbanističnih študij v Grčiji, da so nekatere dele nekdanjega letališča začasno uporabljali med atenskimi olimpijskimi igrami leta 2004. Toda potem je bil ponovno zapuščen in ni bil več v celoti izkoriščen. Dolga leta je bil to središče razprav o prenovi v parke, stanovanjska in poslovna območja. Vendar je prišlo do zamud zaradi pravnih vprašanj, omejitev financiranja in političnih sprememb. Čeprav je bilo nekaj poskusov prenove, velik del nekdanjega letališča še vedno ni v celoti izkoriščen. Trenutno je Helenikon primer infrastrukture, ki ni bila uničena, ampak zamenjana zaradi strateške odločitve. Velik letalski kompleks v središču Aten, ki je postopoma izgubil svojo prvotno funkcijo. Številka 5. Cincinnati Subway. Po Cincinnati v Združenih državah Amerike obstaja obsežen podzemni železniški sistem, ki še danes ostaja skrit pod mesto. Projekt, katerega fizična gradnja je bila skoraj dokončana, vendar nikoli ni postal operativen. Začel se je leta 1920. V času hitre rasti prebivalstva in vse hujšega prometa v industrijskih mestih v Ameriki, po zgodovinskih zapisih mestnega načrtovanja Cincinnatija je bil predlagan podzemni krožni metro, ki bi povezal glavne okrožja in zmanjšal zastoje na površinskih cestah. Volivci so odobrili sredstva, zato so začeli z izkopavanjem vzdolž Central Parkwaya. V nekaj letih niso zgradili le preprostega predora. Bile so postaje, peroni, betonske obloge, drenažni sistemi in prezračevalni sistemi, ki so bili res narejeni za popolno železniško delovanje. Toda leta 1927 se je to nenadoma ustavilo. Po analizi urbane infrastrukture je bilo več dejavnikov za to. Povečanje stroškov v primerjavi z originalnim proračunom, omejena zvezna podpora in hitro naraščajoča uporaba avtomobilov, ki je spremenila prometne potrebe mest. Nekaj let potem je nastopila velika depresija, ki je dokončno zaprla možnost za nadaljevanje projekta. Rezultat je bil popolnoma zgrajen podzemni sistem, ki nikoli ni začel obratovati kot podzemna železnica. Do danes predori še vedno obstajajo pod mestom. Po mestnih inšpekcijah je veliko delov strukturno stabilnih in se uporabljajo le za napeljave, kot so optični kabli in drenažna infrastruktura. Toda njegova prvotna funkcija kot sistem množičnega prevoza ni bila nikoli uresničena. Cincinnati Subway prikazuje, kako lahko projekt pride do napredne faze gradnje, a postane popolnoma zastarel zaradi sprememb v gospodarstvu, tehnologiji in prometnem sistemu. Faza vendar popolnoma zastari zaradi sprememb v gospodarstvu, tehnologiji in vedenju. Številka 4. Kompleks Prora. Na obali Baltskega morja na otoku Rügen v Nemčiji se nahaja Prora, ogromna obmorska zgradba, zgrajena v času nacistične Nemčije kot del programa Moč skozi veselje. Po zgodovinskih zapisih Nemškega zveznega arhiva in povojnih študijah se je gradnja začela leta 1936. Po zgodovinskih načrtih je bil to ogromen letoviški kompleks, ki bi lahko sprejel do 20.000 ljudi kot množični rekreacijski objekt za nemške delavce. Njegova zasnova ni bila usmerjena v razkošje, temveč v standardizacijo in obseg. Sestavljen je iz 8 dolgih betonskih blokov, ki se raztezajo več kilometrov vzdolž obale. Vsaka stavba ima enako razporeditev majhnih sob, obrnjenih proti morju, skupaj s skupnimi jedilnicami, gledališči in rekreacijskimi prostori, vendar je leta 1939 izbruhnila druga svetovna vojna. Po zgodovinskih zapisih je bila gradnja nenadoma ustavljena, ker so vire in delovno silo preusmerili v vojne napore. Stavbe so ostale z zunanjostjo skoraj dokončano, vendar notranjost ni bila dokončana. Nikoli niso bile uporabljene za svoj prvotni civilni namen. Po vojni je območje pripadlo sovjetsko nadzorovani vzhodni Nemčiji. Uporabljali so ga za nekatere vojaške in omejene funkcije, vendar je velik del ostal neuporabljen. Ko je leta 1990 padla vzhodna Nemčija, je kompleks ponovno izgubil kakršnokoli strukturirano uporabo. V naslednjih desetletjih je ostal skoraj popolnoma zapuščen zaradi izjemne velikosti stavb in visokih stroškov prenove. Postopoma ga je začela načeti tudi vremenska erozija, čeprav je betonska konstrukcija še vedno trdna. V sodobnem obdobju so nekatere dele spremenili v hotele, muzeje in stanovanja, vendar to ni bila popolna preobrazba.
Še vedno obstajajo obsežna območja, ki niso v uporabi. Prora se pogosto omenja kot primer infrastrukture, ki fizično ni izginila, vendar je izgubila svojo prvotno funkcijo. Celotna obalna megastruktura, ki je nastala zaradi političnih ambicij, vendar nikoli ni bila v celoti uporabljena v skladu z izvirnim načrtom. Številka 3. Saltonovo jezero, rekreacijski raj. V Južni Kaliforniji med Imperial in Coachella Valley se nahaja Saltonovo jezero, veliko notranje jezero, ki je nastalo po naključju leta 1905, ko je reka Colorado poplavila in vdrla v nižinsko kotlino. Po podatkih okoljskih zgodovinarjev in ameriških geoloških študij so kasneje poskušali to območje spremeniti v turistično atrakcijo in rekreacijsko destinacijo. Sredi 20. stoletja so lokalne in državne oblasti spodbujale razvoj letoviških območij okoli njega. Zgradili so marine, jahtne klube, hotele, rampe za čolne in stanovanjske skupnosti, kot sta Bombay Beach in North Shore, ki so temeljile na ideji, da bo to območje postalo stalno počitniško središče v notranjosti. Toda glavni problem je, da je to naravni sistem brez iztoka. Po podatkih Ameriškega geološkega zavoda in okoljskih poročil je sčasoma kmetijski otok povečal slanost vode. Začelo se je zmanjševanje ribje populacije, poslabšali so se cvetenje alg in kakovost vode se je močno poslabšala. Do poznih 70. do zgodnjih 80. let je postala situacija takšna, da je prišlo do množičnega pogina rib, voda je postala smrdeča in začel se je postopni odhod ljudi. Ljudje in podjetja so odšli, turizem je propadel in veliko infrastrukture je bilo zapuščene. Ko je raven vode padala, so marine in obalne zgradbe ostale na suhem. Čolni, letovišča in objekti, namenjeni aktivni uporabi obale, so postali zapuščeni in neuporabni. Nekateri laboratoriji Ameriškega geološkega zavoda so kasneje poskusili, prav tako pa so bile nekatere obnovitvene projekte izvedene strani državnih in zveznih agencij. Vendar pa so po okoljskih ocenah učinki še vedno omejeni in še niso uspeli povrniti nekdanje rekreacijske funkcije Saltonskega jezera. Trenutno ostaja kot primer, kako lahko spremembe v naravnem okolju povzročijo propad celotnega človeško zgrajenega sistema, četudi je ta obsežen, drag in načrtovan. Ko mesto raste in se spreminja, tehnologija prevoza, obstajajo stare infrastrukture, ki kljub svoji visoki ceni in zgodovinskemu pomenu postopoma izgubljajo svojo uporabnost. Ne zato, ker bi bili uničeni, ne zato, ker ne bi več ustrezali novemu času. Številka 2. Letališče Tempelhof. Na jugu osrednjega Berlina v Nemčiji je Tempelhof začel kot vojaško paradno območje v 19. stoletju, preden je postal letalsko območje v začetku 20. stoletja. Po zgodovinskih in letalskih zapisih Nemčije je bil še posebej razširjen v času nacističnega režima kot del ambicije ustvariti eno največjih letališč na svetu. Velika terminalna stavba, ki so jo začeli graditi leta 1936, je bila zasnovana v izjemno velikem merilu, dolga več kot 1 kilometer, in je imela integrirane hangarje, pisarne, potniške prostore ter podzemne povezave. To je bil eden največjih kompleksov stavb na svetu v tistem času. Čeprav prvotne veličastne vizije zaradi izbruha druge svetovne vojne niso dokončali, je letališče postalo popolnoma operativno in so ga uporabljali tako za civilno kot vojaško letalstvo. Eden najbolj znanih delov njegove zgodovine je bil med Berlinskim zračnim mostom od leta 1948 do 1949. Po zavezniških zgodovinskih zapisih je bil Tempelhof glavna življenjska žila zahodnega Berlina, potem ko je Sovjetska zveza blokirala kopenski dostop do mesta. V tistem času so letala neprestano pristajala in dostavljala hrano, gorivo ter zaloge za prebivalce. Po obdobju hladne vojne je njegov pomen v komercialnem letalstvu postopoma upadal. Njegova vzletno-pristajalna steza ni bila več primerna za večja sodobna letala, medtem ko so nova letališča v Berlinu bolj učinkovita in imajo večjo kapaciteto. Zaradi tega je bil Tempelhof leta 2008 po več kot 80 letih delovanja dokončno zaprt za komercialne polete. Nekdanje letališče je bilo preurejeno v velik javni park imenovan Tempelhof. Letališče, kjer se stare vzletno-pristajalne steze zdaj uporabljajo za sprehajanje, kolesarjenje in rekreacijske dejavnosti. Toda čeprav se je namen odprtega prostora spremenil, ostaja velik terminal in druge letalske zgradbe še vedno nedotaknjene, čeprav niso več povezane s svojo prvotno funkcijo. Tempelhof je jasen primer infrastrukture, ki ni bila uničena, ampak je postala zastarela, kraj, ki je bil nekoč središče zračne moči in logistike. A vendar s časoma ni več ustrezal novi tehnologiji in potrebam sodobnega letalstva. Ko je velika infrastruktura odvisna od jedrske energije, je manevrski prostor za napake skoraj nična.
En sam incident lahko ustavi ne samo delovanje, ampak tudi celotno širitev industrijskega sistema. V takšni situaciji ostanejo le napol dokončene strukture, ki jih nikoli več ne bodo nadalje gradili. To je eden najtežjih primerov takšnega dogodka v zgodovini jedrske energije in nazadnje 5. in 6. enota černobilske jedrske elektrarne. Na severu Ukrajine, blizu Pripjata, je jedrska elektrarna Černobil bila del velikega sovjetskega programa jedrske energije v času hladne vojne. Po podatkih Mednarodne agencije za atomsko energijo je bila zasnovana kot večreaktorski kompleks z uporabo sistema RBMK-1000 za množično proizvodnjo električne energije. V zgodnjih 80. letih so bili 4 reaktorji operativni, medtem sta bila enoti 5 in 6 v napredni fazi gradnje s skoraj dokončanimi odprtinami za turbine, zgradbami reaktorjev in podporno infrastrukturo, še posebej enota 5, ki je bila ocenjena na več kot 70% dokončana. Toda 26. aprila 1986 je med varnostnim testom eksplodiral reaktor 4, kar je povzročilo izpust radioaktivnega materiala, ki se je po poročilih o jedrskih incidentih razširil v različne dele Evrope. Potem so celotno širitev ustavili. Enoti 5 in 6 so ostale nedokončane z betonskimi lupinami, delno napeljavo cevi in nedokončanimi industrijskimi sistemi. Do danes ostajajo znotraj černobilske izključitvene cone skupaj z zapuščenimi žerjavi in reaktorskimi strukturami, ki so zamrznjene v času. To ni zgolj zapuščen projekt, temveč neposredna posledica jedrske nesreče, ki je popolnoma ustavila celotno industrijsko širitev. Jasen primer, kako lahko trenutek nesreče zamrzne celoten projekt v zgodovini.